število postelj zmanjšalo cirka za 10%. Po tem letu, se pravi letos se je pa preselila še infekcijska klinika, kar je še dodatno zmanjšalo kapacitete, tako da v bistvu smo kar šli številkami navzdol, ne. Število obravnav pa ostaja približno na istem nivoju, ne. In kar je še zelo problematično na naši strani, je tudi to, da pravzaprav so ležalne dobe kar dolge za nekatere bolnike. Recimo, ne vem, tudi 15 dni, tudi 30 dni, recimo nekateri pacienti so pri nas tudi več mesecev lahko, ne. In pa kar pa dejansko tudi opažamo, je pa problem odliva pacientov, ne. To je dejansko pač ni prostora v domovih za starejše, domov jih ne morejo vzeti, ne. Rehabilitacijske sposobnosti so v državi pač takšne, kakršne so, in ti pacienti ostajajo pri nas, ne. In dlje, ko si v bolnici, seveda večja verjetnost je, da boš dobil bolnišnično okužbo. Se pravi, ne samo večkratno odporne bakterije, tudi druge so, pač okužbe so lahko, ampak večkratno odporne bakterije so pa potem dodatni problem, ker potem še dodatno omejijo možnost premeščanja bolnika kam drugam, ne. Tako da glede rešitev pa mogoče docent Norčič. Rešitve so v prihodnosti. Zagotovo tu treba na več področjih biti aktiven. Daleč najpomembnejše področje je to, o čemer se danes pogovarjamo, da skrbimo, da z racionalno rabo, z ustreznimi higienskimi ukrepi, incidenco, število teh bolnikov zmanjšujemo, število teh bakterij, da čuvamo antibiotike, da bomo te bolnike lahko zdravili. Zdaj, te kapacitete, to je bilo v bistvu vaše izvorno vprašanje. Kar se tega tiče, si obetamo nekaj izboljšanja z novo infekcijsko kliniko, ki bo bolj prilagojena današnjemu času, kot je bila stara, pa tudi s sanacijo preostalih posteljnih kapacitet v kliničnem centru, kajti s tem, da zmanjšujemo število bolnikov po sobah, s tem, da jim nove sanitarije, ki so na posamezno sobo vezane, hočemo zgraditi, pravzaprav olajšamo te izolacije in skrbimo za to, da z enim bolnikom ne zasedemo več postelj. Tako da se vidite, oziroma slišali smo danes, da je to pravzaprav mednarodno sprejet indikator, kakšen je delež postelj, enoposteljnih sob, to je kakšen delež postelj je v enoposteljnih sobah. Kajti to so postelje, ki so za izolacije, za obravnavo teh bolnikov najbolj dragocene. Takih imamo mi na žalost v tem trenutku zelo malo, ker so bile vse naše kapacitete, naša infrastruktura grajena v enem drugem času, ko so neki drugi standardi veljali. Tako da upamo na čim boljše izboljševanje naše situacije.